Živjo! No, danes smo pa tudi že eno tako malo bolj božično vzdušje, ker je počasi čas, da se malo sprostimo, da se malo umirimo, da se pripravimo na naslednje leto, da pozabimo, kar se je slabega zgodilo v letošnjem letu, pa da se spomnimo samo na tiste najlepše trenutke in da se pripravimo za naslednje leto. A imate vi že kakšno božičkovo željo? Jaz imam eno zelo lepo, pa vam jo bom tudi danes povedal. Ne vem, če veste, ampak ena zelo pomembnih stvari, ki smo jo v našem podjetju sicer v 2019 začeli, je projekt Trislet. To je za pesemca, ki sadi drevesa. In v letošnjem letu 2020 smo imeli izredno zanimivo, uspešno leto. In sicer zato, ker smo dobili potrditev, da si ljudje v svetu res želimo narediti spremembo na boljše, da si želimo čistejšega okolja, da si želimo zelene prihodnosti. In moja božičkova želja za naslednje leto je, da ne samo Slovenci, vsi prebivalci sveta, da še povečamo to zavedanje in da se še bolj pripravljamo, da vsak naredi kakšen korak naprej, kako bo bolj zelen, kako bomo sortirali odpadke, in naj bo to naš poudarek, naš fokus za naslednje leto. In če je kakšna stvar, če je kakšna vrednota, ki si jo želim izboljšati naslednje leto, je definitivno to odgovornost do okolja. To želim vsem vam tudi. In ne vem, če ste vedeli, ampak smo pri projektu Trislet skupaj posadili že preko 280 tisoč dreves. Od tega samo v novembru, se pravi v prejšnjem mesecu, cirka 26 tisoč. In če še nimate darila za božička, je mogoče tudi to ta prava opcija. Jaz sem svojo zapestnico že tukaj. Takšna zapestnica posadi 3 drevesa. So pa tudi zapestnice, ki posadijo 5, pa 12, vse sorte je. In verjamem, da vsak lahko najde tisto pravo za pod božično jelko. Skratka, ostanite zdravi, radi se imejte, med prazniki odklopite svoje misli in se fokusirajte na prihodnost. Naj bo ta lepa in takšna, kot si jo vsi želite. Se vidimo naslednje leto. Čau, čau!